S partnerjem sem živela 18 let. Imava 2 otroka. Na začetku sva bila zaljubljena in srečna skupaj. Do mene je bil dober. Namenjal mi je veliko pozornosti. Všeč mi je bil, ker je bil zelo zaščitniški in skrben. Potem pa so se korak za korakom stvari začele spreminjati. Postal je druga oseba. Hladen, oblasten, nasilen. Spomnim se, kako je preklinjal in me poniževal. Zaklepal me je v hišo in nadzoroval vsak moj premik. Govoril mi je kurba. Rekel je, da nisem ženska in da nisem sposobna skrbeti za najina otroka. Bil je noro ljubosumen. Imela sem občutek, da je vse, kar naredim, narobe. Vedno bolj je bil fizično nasilen do mene. Na začetku me je udaril vsake 2 meseca, vendar se je nasilje stopnjevalo in preden sem odšla, me je pretepal vsak teden. V zadnjih 8 mesecih najinega skupnega življenja je njegovo nasilje postajalo vedno hujše. Na začetku najinega razmerja je metal predmete po hiši. Potem me je začel lasati. Tepel in brcal me je. Enkrat me je po pretepu zagrabil za lase ter me vlekel iz kuhinje v kopalnico, kamor me je zaklenil, da me otroci ne bi videli ali slišali. Hčerka je takrat imela 7 let, sin pa le 1 leto. Oba sta bila pretresena zaradi dogodka. Med pretepanjem ni nikoli kričal. Bil je tako zelo previden, da ja nihče ne bi ničesar slišal. Pogosto me je davil, metal ob steno ali na tla. V zadnjih letih me je pogosto pretepal in zvlekel ven iz hiše ter me zaklenil ven. Hčerka je bila pogosto prisotna. Ni dovolil, da bi odprla vrata in me spustila v hišo. Udarjal me na način, da posledice udarcev niso bile vidne navzven. Modrice sem imela pod oblekami, na nogah, rokah ter trupu. Skrivala sem jih. Samo najbližji so vedeli zanje. Bila sem edina, ki je domov prinašala dohodek. Dolgo je bil brezposeln. Ves čas je nadzoroval, koliko zapravim. Od mene je zahteval denar za svojo osebno uporabo. Tudi ko je našel službo, svojega denarja ni delil z mano in otroki. Za vse sem morala poskrbeti svojo plačo. Kupovati živila, plačevati račune. Svojo plačo je zadržal zase. Hčerka je bila pogosto priča nasilju. Vedno pa je poskrbel, da sina ni bilo zraven. Preden me je začel pretepati, je pogosto ukazal hčerki, naj brata odpelje v njuno sobo. Čeprav sin ni videl pretepanja, je vse slišal in je vedno jokal. Ko je hčerka odpeljala bratca v njuno sobo, je pogosto prišla nazaj in mi skušala pomagati. Poskušala ga je ustaviti. V prvih letih razmerja je, ko je to naredila, on prenehal s pretepanjem. V zadnjih letih pa ne več. O nasilju nisem mogla govoriti z nikomer. Strah me je bilo, da bo partner izvedel in da bo vse postalo še hujše. Nisem tudi želela, da bi se otroci počutili osramočeno ali v zadregi zaradi tega, kar se je dogajalo v naši družini. Nisem več imela prijateljev, saj mi partner ni dovolil stikov z njimi. Imela sva le še skupne prijatelje. Najini sosedje niso nikoli videli ali slišali ničesar. Nikoli niso ničesar vprašali.